Dobrodošli v 121. oddaji Aktualno na GFML. V mesecu novembru smo se tako kot vsako leto tudi letos spominjali našega patrona, dr. Franca Miklošiča. Jezik vedno znova kljubuje času in živi s časom ter nas vedno znova nagovarja, tako kot so nas nagovorili tudi letošnji Miklošičevi dnevi. Za uvod so si dijaki ogledali dokumentarni film o Francu Miklošiču, doktorica Polona Šek, profesorica na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, pa je predstavila slovenska imena mesecev skozi čas. Za to temo sem se odločila, ker sem želela slediti krovni temi, prikazati jezik skozi čas in zato sem prikazala slovenska imena mesecev skozi čas. Ja, zanimivo je zlasti to, da danes imamo imena mesecev poimenovana po latinskih poimenovanjih, dijakom sem pa želela predstaviti, da so nekoč smo imeli naša, domača, slovenska poimenovanja in izpostavila sem razpravo Frana Miklošiča, ker se mi zdi nekako primerno, da se osredotočim na to razpravo, v kateri je 400 let po nastanku prvih zapisov za slovenska imena mesecev Fran Miklošič torej predstavil med slovanskimi tudi slovenska imena mesecev. Dijakom sem predstavila ta imena mesecev po skupinah, na podlagi česa so ta imena nastala, torej ali iz rastlinskega sveta, ali iz živalskega, ali po kakšnih praznikih, običajih, ali o pravilih, potem pa tudi vsa poimenovanja za posamezni mesec, kot jih poznamo danes. Nino Flisar, profesor, pesnik, urednik z Univerzitetne knjižnice Maribor, je izval s predavanjem Magija jezika, veščine branja in pisanja. Najmočnejše orodje vsakega pisatelja je beseda, z njo se lahko poigravamo na različne načine. Strip, sodobna pesem, film, naštevamo pa lahko v neskončnost. Vedno se je lepo vrniti na svojo gimnazijo in se pogovoriti ali pa predstaviti kakšno temo dijakom in dijakinjam. Jaz se že celo življenje ukvarjam z jezikom, kot avtor, kot knjižni urednik in zdaj tudi kot knjižničar in sem mi pač hotel predstaviti jezik z ene bolj sproščene plati, malo jim teoretično spregovoriti o jeziku, o funkcijah jezika. Tukaj sem jim omenil znamenitega ruskega lingvista Romana Jakobsona, potem pa seveda predvsem iz prakse jim prikazati, na kak način vse se lahko jezik manifestira v družbi, kot recimo poezija, kot scenarij za stripe, za filme, osnova kot dramski tekst za gledališke predstave in jim zbuditi predvsem ljubezen do ukvarjanja z ustvarjalnostjo, ne zgolj besedno, seveda tudi z besedno in z konzumacijo umetniških del. Danes živimo v času, ko imamo vse manj časa za sebe in ravno to, da nam uspe si vzeti recimo čas za branje, ogled kakšne razstave, filma, gledališke predstave, pomeni, da nismo pozabili v tem hitrem svetu nase in da razmišljamo tako o sebi, kot tudi o svetu in to nas vrača k nam samim, nam osmišlja življenje. Miklošičevi dnevi so tudi raziskovanje in popotovanje. Drugi letniki gimnazije so spoznavali pot znamenitih Slovencev, ki so bogato zaznamovali avstrijsko prestolnico, Jože Plečnik in dr. Franc Miklošič. Prvi letniki pa so bili na strokovni ekskurziji Ljubljana v času in sicer so obiskali Narodno in Univerzitetno knjižnico Ljubljana, Narodno galerijo Slovenije, Moderno galerijo, Plečnikovo hišo in spoznali mestno jedro, kjer že od leta 1905 stoji Prešernov spomenik. Miklošičeve dneve je dopolnilo tudi dijaško raziskovanje, strokovna ekskurzija Naši braniki, Radgonski kot, projektni dnevi Narečje nas bogatijo, izzivi sodobnega časa in migracije. Živeti s časom, spoštovati naš čas so izvrstno prikazali sedanji dijaki GFML, med drugim tudi z 2 razstavama Trajnost v umetnosti in Poustvarjamo čas. Naša bivša dijakinja doktorica Darja Cör Andrejič, predavateljica na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, je pester Miklošičev teden zaključila s predavanjem So superkritični fluidi topila prihodnosti. Superkritični fluidi so
nadkritične tekočine, to so glavnem plini, predvsem, ki so nad kritično temperaturo in kritičnim tlakom. Imajo širok spekter uporabe, uporabljamo jih lahko kot topila, lahko jih uporabljamo za čiščenje, za proizvodnjo novih produktov, formulacije, v glavnem za aplikacijo medicini in farmacije, recimo. En takšen primer uporabe superkritičnih fluidov je dekofenizacija kave s superkritičnim CO2, to je industrijsko najstarejši, recimo, primer superkritične ekstrakcije. Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer letos praznuje 60. obletnico delovanja. Miklošičevi dnevi že od leta 2004 nagovarjajo naše dijake, odlične strokovnjake, raziskovalce, iskalce lepega, tudi večne vrhohodce, kot bi se izrazil Edvard Kocbek. Na GFML je to priložnost, ko spoznavamo naš jezik, prostor, svobodno razmišljanje in drugačnost. To je čas, v katerem smo vedno znova na zanimivem in nepredvidljivem popotovanju. Ob Miklošičevih dnevih se je novembra dogajalo še več zanimivih dogodkov. Drugajanje je festival sodobnih uprizoritvenih umetnosti, ki je nastajal leta 2002 s ciljem približevanja sodobne uprizoritvene umetnosti mladim in zajema raznolike ter netipične formate uprizoritev. Letos prvič se je odvil tudi v Ljutomeru. Na naši gimnaziji smo v četrtek 16. novembra gostili audio performance z naslovom Izmerila, pod katerega se podpisujeta britanska avtorja. Naslednji dan pa so dijaki zaključnega letnika umetniške gimnazije aktivno sodelovali v 2 delavnicah. Gledališko delavnico sta vodile Tjaša Črnigoj in Neja Tomšič, druga polovica razreda pa je prisostvovala na pripovedovalski delavnici in vizualnem eseju Čaj za 5, opis Keladije. Dijaki so ob koncu izpostavili odlično izkušnjo in vsebinsko bogat program. Tudi izvajalci so se v Ljutomeru odlično počutili, tako da verjamemo, da dogajanje v Prlekiji še ponovimo. Tradicionalni slovenski zajtrk je osrednji dogodek Dneva slovenske hrane, ki ga obeležujemo 3. petek v novembru. Letos je to bilo 17. novembra. Tradicionalni slovenski zajtrk je sestavljen iz kruha, masla, medu, mleka in jabolk. Vsa našteta živila morajo biti pridelana in predelana v Sloveniji. Letos smo ga prvič nekoliko prilagojenega izvedli tudi na GFML. Dijaki so zajtrkovali kruh, maslo in med. Namesto mleka so lahko popili naravni jabolčni sok, ki je bil skupaj z jabolki čez dan v razdelilnici šolske malice. Pri uri so dijaki spregovorili tudi o pomenu zajtrka in zdravih prehranskih navad. Ob ogledu filma Čebela v sliki in besedi, dostopnem na spletnej strani Čebelarske zveze Slovenija, pa so spoznavali skrivnosti iz življenja čebel. Tudi v letošnjem šolskem letu smo gostili pomursko tekmovanje v odbojki za dijakinje. Sodelovalo je 6 ekip srednjih šol, med katerimi pa so bile najboljše odbojkarice gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Z zmago so se uvrstile v nadaljevanje tekmovanja državno četrtfinale, kjer upamo na dobro igro in jim želimo veliko uspeha. Slavnostna prireditev ob 67. občinskem prazniku občine Ljutomer je bila letos zaradi vremenskih neprilik s tradicionalnega termina v avgustu prestavljena na predvečer Martinovega. Prireditev je med drugim namenjena tudi podelitvi nagrad vidnim posameznikom in organizacijam občine. Tako je priznanje županja občine Ljutomer za 60 let uspešnega izobraževanja in uvedbo novih programov prejela gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer. Pisalo se je leto 1963, ko je bila v središču Prlekije ustanovljena gimnazija, ki ponosno nosi ime največjega slovenskega jezikoslovca,
našega rojaka Franca Miklošiča iz Radomerščaka. Skozi zgodovino se je z uspešnim vzgojno-izobraževalnim delom trdno usidrala v učečo se družbo 3. tisočletja. S programi splošne gimnazije, predšolske vzgoje, maturitetnega tečaja, umetniške gimnazije smer gledališče in film, medijskega tehnika ter z izvajanjem izobraževanja odraslih pa predstavlja pomemben člen v strukturi izobraževalnih možnosti v Pomurju in tudi širše. Njeni maturanti, danes že profilirani strokovnjaki, pomenijo izhodišče razvoja tako gospodarskem, kulturnem in družbenem pomenu besede. So zvesti nadaljevalci tradicije, ki so jo postavili že prejšnji akademiki v 19. in 20. stoletju. In še več kot to. Ljutomerska gimnazija sprejema tudi mnogo prekmurskih dijakov in je v tem smislu temeljna valenca, ki veže prekmursko, slovensko bit centralno slovensko narodno substanco. Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je v prenove in projekte namenjene izboljšavam ter nadgrajevanju šolskega sistema na Slovenskem vstopala vedno med prvimi ter danes dijakom ponuja raznoliko paleto oblik učenja in sodobne, inovativne oblike vzgojno-izobraževalnega dela. Danes zaposluje blizu 80 profesorjev in drugega strokovno-tehničnega osebja. Ob jubileju pa velja omeniti, da se po 20 letih uspešnega dela poslavlja ravnatelj Zvonko Kustec, katerega bo nasledil Franc Čuš. Priznanje županje občine Ljutomer magistre Olge Karba za leto 2023 za 60 let uspešnega izobraževanja in uvedbo novih programov prejme Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer. Plaketo občine Ljutomer za listino in denarno nagrado za leto 2023 za 20-letno uspešno ravnateljevanje na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer in pomemben prispevek k razvoju srednjega šolstva pa je prejel nekdanji ravnatelj Zvonko Kustec. Zvonko Kustec, diplomirani inženir strojništva, se je na Ljutomerski gimnaziji kot učitelj informatike zaposlil leta 1991. Leta 2003 pa je bil izbran za ravnatelja. V 2 desetletjih ravnateljevanja je šola v slovenskem in širšem prostoru postala prepoznavna kot kvalitetna in inovativna srednješolska ustanova, kjer imajo dijaki priložnost pridobiti kvalitetno znanje in razvijati lastne talente, zaposleni pa poklicno rasti ter karierno napredovati. V času njegovega ravnateljevanja sta bila poleg obstoječih programov splošna gimnazija in predšolska vzgoja uvedena še programa umetniška gimnazija smer gledališče in film ter medijski tehnik. Letos marca je prejel častni znak Zveze za tehnično kulturo Slovenije za dolgoletno delo na področju mladinskega raziskovalnega dela in tehnične kulture. Sodeloval je pri organizaciji in izvedbi več znanstvenih simpozijev, vključen pa je v ustanovske organizacije in združenja, v katerih na mlajše prenaša svoje znanje in izkušnje, ter si ves čas prizadeva za spremembe in napredek na področju vzgoje in izobraževanja. Čas ravnateljevanja Zvonka Kusteca na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer pomeni eno izmed najuspešnejših obdobij za našo šolo. V tem času se je število dijakov povečalo, prav tako pa smo pridobili tudi 2 nova vzgojno-izobraževalna programa, to sta program Umetniška gimnazija in pa medijski tehnik, kar pomeni za pokrajino Obmurje pomembno pridobitev v izobraževalnih programih. Da je šola pod njegovim vodstvom zelo uspešno delovala, priča tudi priznanje Blaža Kumerdeja za inovativnost in uspešno delo na področju izobraževanja. Tudi po njegovi zaslugi se je Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer v zadnjih desetletjih uvršča med najuspešnejše slovenske srednje šole. Plaketo občine Ljutomer z listino in denarno nagrado za leto 2023 za 20-letno uspešno ravnateljevanje na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer in pomemben prispevek k razvoju srednjega šolstva prejme Zvonko Kustec.
Priznanje za šolo je prevzel ravnatelj Franc Čuš, Zvonko Kusec pa je v zahvalnem govoru med drugim izpostavil odlično sodelovanje v lokalnem okolju in dejstvo, da so k vsem prejetim nagradam prispevali vsi zaposleni. Tudi letos so se za Miklošičev kipec potegovali naši dijaki, sedaj lastniki ali vozniki konjev kasačev. Številka 7 obrni in počasi povede konje na štart. Številka 6 v hrbet številki 7. Številka 5 drži ta razmak, kot ga imaš, nekje 10-12 metrov. Številka 4 v hrbet številki 5 in številka 3 8 do 10 metrov razmaka. Gremo, sledimo številki 7. Ker gre za gimnazijce, sem prepričan, da bo prvi štart uspel. Nekdanje gimnazijce. Ne prehitro, številka 7, gremo v tem tempu, lepo je, v redu je. Dobre, drži številka 5, v redu je, ne zaostaje več, dovolj si zaostal. Gremo 5, malo priključi, 4 priključi, 4 priključi, 4 priključi, konji na stezo, naravnost, gremo, naravnost, 1, 2, obrni. Štart je uspel. Dirke gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, nekdanjih gimnazijcev, za pokal te srednješolske ustanove, pokrovitelj gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer z različnih distanc. Štart Alpina M pa ima najkrajšo pot 2160 metrov s Primožem Slavičem na sulkiju, potem pa je že tam na drugem mestu Elisa Gali z Jasmino Puhar. Vse gre za nekdanje gimnazijke in gimnazijce. Na tretjem mestu Don Saxo z Renejem Hanžekovičem, na četrtem mestu Krek de Kluše z Markom Slano in na zadnjem mestu sedmica Femme de Bellon z Davorinom Puharjem. Davorin je že osvojil tole rovoliko, Rene tudi Hanžekovič, torej gre za, lahko pa kdo drugi osvoji to zelo prestižno nagrado oziroma kipec, pokal. Ja, Don Saxo. Tempo je prepočasen, Rene Hanžekovič napada vodečo pozicijo Alpine M in prevzema vodstvo. Tako je Don Saxo, ki je seveda že letos dobil kaj drugega kot šampionat Slovenije. Prvo resko dirko letošnje sezone obranil lanski naslov Don Saxo z Renejem Hanžekovičem, takrat v 2 teki na notranji strani Alpina M, po zunanji strani pa prihaja Krek de Kluše. Krek de Kluše z Markom Slano, prvi kilometer 1:19:4. Odlično za štart z obrata, gre za seveda vrhunske konje, tu ni dileme za zmagovalca šampionata Slovenije, gre za seveda tuje konje, ki znajo teči, odlično. Še zmeraj Don Saxo v vodstvu z Renejem Hanžekovičem, ob boku je Krek de Kluše z Markom Slano. V ozadju, kdo popušča? Ja, Elisa Gali je tam na tretje mesto z Jasmino Puhar, zelo dobro se držita, pa njen mož za njo z Femme de Bellonom, zaostaja pa Alpina M, ki ne more držati tega strahovitega ritma.
torej Alpina M je že iz boja, Don Saxo pa je predstavil višjo predstavo. Kakšna dolžina prednosti in Craig de Clichy popušča in do drugega mesta že Elisa Gali z Jasmino Puhar. Kaj je bilo s Craig de Clichyjem ali galop ali kaj podobnega, tu bodo naredili analize. Don Saxo po mojem tega vodstva več ne bo izpustil iz rok. Don Saxo ne bo izpustil, tu je nova zmaga za letošnja, za Don Saxoja, gre že za njegovo 4. zmago. Rene Hanžekovič pa se triumfalno vrača na hipodromske steze. Elisa Gali z Jasmino Puhar, zelo dobra dirka, pohvale vredna, ne nazadnje, tudi moža je premagala Davorina Puharja s Van de Belondom. Film Njegovo sonce je v tem mesecu prejel še eno nagrado. Tokrat za najboljši film in najboljšo kamero na festivalu amaterskega filma v Velenju. Pogrešala te bom. Jaz pa tebe še bolj. Kje si bila? Instruirala sem. Veš, danes sva se s sodelavko Tino pogovarjali in ugotovili smo, da bosta drugo leto obe najini hčeri na medicini. Samo Tino skrbi za hčer, ker ima fanta. Pa je pomembnejši od šole. Hvala Bogu, ker ti veš, čem je vredno nameniti čas. Ja, mama. Gorazd. Maja. Mija. Ej, Mija, kaj pa videla s Tristanom sta še skupaj? Zakaj pa ne bi bila? Ja, ker zveze nadaljavo ponovadi niso najbolj uspešne. Ampak vi ta ostala skupaj, ja, super, ja. Številka trenutno ni dosegljiva. Prosim, pokličite kasneje. The number is not available at the moment. Please try later. Splošna plinska konstanta je 8×10 na... Kaj pa je bilo to z oceno pri fiziki? Pa zakaj mi te telefona nisi zdignila? Prosti, glej, napaka je bila, pa vse bom popravila, pa nisem ti zdignila, ker sem imela pouk. Ja, glej, ljubica,
Pusti, bom že jaz. Ti se kar uči, ker manj kot 5 pa res ne pričakujem od tebe. Mama, glej, bom že sama za sebe pospravila, ok? O, kaj bo to? Blazer. Ej, kako je bilo s tabo obnovila tisto tvojo teorijo? Super je bilo, ja. Sončeva oziroma Mijina teorija drži. O shit, čez 5 minut imam predavanje. Ej, pa še čez celi kampus moram iti. Rate imam, Sonček, adijo. Jaz s tebe tudi. Medicina je edino, kar ti prinaša stabilno prihodnost. Zveze nadaljavo nikoli ne preživijo. Mija, kar izbereš s srcem, je vedno pravilno. Splošna plinska enačba velja za? Idealne pline. Kaj je najpomembnejši energetski vir zvezd? Zlivanje atomskih jeder. No, to pa je že boljše, ne? Hvala. Ajde. Dobro, gremo dalje. Torej, ostali smo pri našem osončju. Sonce je osrednja točka našega osončja. Vsa ostala nebesna telesa krožijo okrog njega. Ne? Hej mi, kako si? Zdi se mi, da se mi podira cel svet. Tu sem na univerzi, v katero sem si vedno želel iti. Študiram, kar sem si vedno želel, astronomijo. Pa vendar sem sam. Kampus je gigantski in zastavil bi celo vesolje zate. Pač, vedno sem 6 ur za teboj. Teh 6 ur nikakor ni mogoče dohiteti. Je kot da živiš sama, v prihodnosti, in jaz te kličem iz preteklosti. Edina misel, ki me miri, je dejstvo, da te bom za Božič lahko objel. Rad te imam, sončice.
Ob koncu pa še ena zanimiva naloga naših dijakov raziskovalcev. V tej raziskovalni nalogi sem hotel ugotoviti, kako določeni planeti vplivajo na Zemljino orbito in temperaturo na Zemlji. Z drugimi besedami sem hotel ugotoviti, kako v primeru, da bi iz Osončja odstranili določene planete, bi se spremenila Zemljina orbita in temperatura na njej. V programskem jeziku Python sem izdelal 7 simulacij Osončja. Izdelal sem simulacijo z vsemi planeti, simulacijo z zgolj Zemljo, simulacijo brez zgornjih planetov, simulacijo brez spodnjih planetov, simulacijo brez planeta, ki najbolj vpliva na Zemljino orbito, in simulacijo z tem planetom v Zemlji najbolj oddaljeni točki. Raziskoval sem tako, da sem najprej razumeval fizikalno teorijo, nato sprogramiral simulacije, nato vpeljal enačbe iz teoretičnega dela v program in na koncu vpeljal enačbe za izračun spremenljivk. Med raziskovanjem sem moral razlikovati med kamnitimi in plinastimi planeti ter spodnjima in zgornjimi planeti. Planete delimo na kamnite in plinaste glede na njihovo sestavo. Kamniti planeti so zgrajeni iz kamnin in kovin, plinasti planeti pa so izgrajeni iz plinov. Delimo jih še na spodnja in zgornja planeta glede na njihovo oddaljenost od Sonca. Spodnja planeta sta od Sonca oddaljena manj kot Zemlja, zgornji planeti pa so od Sonca oddaljeni bolj kot Zemlja. Ko sem program zagnal, so se mi izrisale različne simulacije. Prikazana je simulacija z zgolj Zemljo. Ob tem sem meril vrednosti 7 različnih spremenljivk. To so bile velika polos, mala polos, povprečna razdalja, povprečna hitrost, obhodni čas, obhodna pot ter efektivna temperatura. Razdaljo sem izračunal z enačbo z Pitagorovim izrekom, obhodno hitrost sem izračunal z enačbo za obhodno hitrost, obseg orbite sem izračunal z enačbo za obseg elipse, obhodni čas sem izračunal z enačbo za obhodni čas, ter efektivno temperaturo sem izračunal z enačbo za efektivno temperaturo. Ugotovil sem, da se ob odsotnosti mnogih planetov Zemljina orbita in njena površinska temperatura spremenita za zelo, zelo majhen delež. Kljub temu pa ne smemo podcenjevati pomena ostalih planetov v našem Osončju, saj vsi ti igrajo zelo, zelo pomembno vlogo pri vzdrževanju ravnotežja čez milijone in milijarde let. Te majhne spremembe bi se čez milijone let nabrale in naše Osončje bi izgledalo zelo, zelo drugače. Poudariti moramo tudi pomemben vpliv Jupitra, ki s svojo veliko maso privlači mnoge asteroide in ostale vesoljske objekte, ki bi lahko drugače zadeli Zemljo. Pa smo prišli do konca oddaje. Se vidimo naslednjič.